Dobrodošli v novi epizodi GEA College podcasta Mladi in AI. Jaz sem Tjaša Žnidaršič in danes se pogovarjamo o temi, ki je vsak dan bolj aktualna: umetna inteligenca in kibernetska varnost. Preden začnemo na kratko, ta podcast nastaja v sodelovanju z Aktual IT podjetjem, ki se ukvarja s kibernetsko in informacijsko varnostjo. Torej zaščito podjetij pred hekerskimi napadi, spremljanjem groženj in svetovanjem, kako biti na spletu varen. Prav oni bodo tudi del poletnega Cybercampa, ki se bo odvijal na GEA College, kjer se bodo pa lahko dijaki iz prve roke naučili, kako to res izgleda v praksi. In zato imamo danes z nami odličnega gosta, Uroša Strnišnika, direktorja sektorja za kibernetsko varnost in informacijsko varnost ter skladnost v Aktual IT. Uroš, dobrodošli. Bi se lahko za začetek na kratko predstavili, kdo ste, kaj delate v prostem času in kako ste prišli do kibernetske varnosti? Lepo zdrav, najprej hvala za povabilo. Vesel sem, da sem lahko tukaj z vami. Ja, kot ste rekla, sem Uroš Strnišnik, vodim ekipo oziroma sektor za informacijsko in kibernetsko varnost v podjetju Aktual IT. Kaj pomeni, da jo vodim? Se pravi, gre za ekipo, ki skrbi za razvoj rešitev, da pomagamo strankam skrbeti za njihovo kibernetsko varnost. Se ukvarjamo s skladnostjo, se pravi, da so skladni z vsemi varnostnimi sistemi, pogoji, zakoni in tako naprej. Zdaj, kaj rad delam v prostem času? Sem družinski oče, tako da to je tisto, kar me najbolj okupira. Sicer pa recimo temu, da smo vsi nekako začeli, po mojem, ali pa se ne razlikujemo od otrok danes, nekako smo začeli v mladosti se ukvarjati predvsem z igricami, računalniškimi igrami. In to me je nekako povedalo v ta, recimo, svet informatike, ne. S tem, da moram reči, da sem bil, vedno me je zanimalo, kako računalniki delujejo, kako nastane neka igra, kako vse skupaj deluje, no. Tako pač sem take radovedne narave, ne, in tukaj recimo temu rad povem, da sem bil en tistih otrok, ki je z veseljem razstavil računalnik na razne komponente, in potem upal, da jih bo tudi sestavil nazaj, ne. Tako da recimo to je bil nekakšen začetek, ne. Potem pa klasično takšna smer srednje šole, fakultete in tako naprej. In recimo temu, da sem deloval v različnih sektorjih informatike, ampak na koncu sem videl, da je kibernetska varnost tisto, kar me najbolj zanima. Tako. Kako bi pa razložili nekomu, ki o tem sploh ne ve nič, kaj je kibernetska varnost? Ja, kibernetska varnost je pravzaprav recimo zaščita našega digitalnega sveta. Kaj mislim z digitalnim svetom, ne? Vsi imamo danes naprave, ki so povezane v internet, telefoni, računalniki, tablice in tako naprej, uporabljamo jih za vse danes, kar počnemo, ne. Recimo za spletne nakupe, poslovanje, bančništvo in tako naprej. In te zadeve moramo nekako zaščititi, ne. Mogoče dam eno tako primerjavo, kot je recimo naša hiša ali pa stanovanje, ne. Ko gremo od doma, vedno poskrbimo za to, da jo varno zaklenemo, mogoče vklopimo alarm, preverimo, če kamere delajo in pač skrbimo za naše premoženje, ne. Tukaj v digitalnem svetu je pa to nekako ekvivalent kibernetska varnost. Se pravi, ščitimo naše digitalne naprave in storitve. Je potem delo bolj podobno tako kakor kakšnemu detektivskemu delu? No, lahko bi rekel detektivskemu delu, bi pa dodal, da je verjetno en sklop treh različnih stvari, tako detektivsko delo, gasilci in pa mogoče tudi šah, ne. Ja. Zdaj, zakaj detektivsko delo? Detektivsko delo zato, ker mi v kibernetski varnosti non-stop iščemo neke sledi, iščemo neke stvari, ki lahko recimo nekoga ogrožajo, ali pa poskušamo najti tiste igle v senu, a ne, ki pomenijo neko, dajmo reči, ali zelo namerno dejavnost ali pa pač nekaj nenavadnega, a ne. Šah, zakaj sem šah omenil? Zaradi tega, ker mi kot, ki nekaj branimo, ko nekaj ščitimo, moramo ali pa hočemo biti potezo pred napadalcem, a ne. In pri šahu vedno razmišljaš o tem, kaj bo naredil tvoj nasprotnik, katero naslednjo potezo bo naredil, ne. In to je nekaj, s čimer ali pa tak način dela imamo. Kar se tiče pa gasilstva, ne. Gasilstvo pa pride v poštev takrat, ko je treba kaj reševati, se pravi, ko dejansko že pride do nekega napada,
potem moramo takrat hitro ukrepati in čim bolj zajeziti ta ogenj ali pa napad. In tukaj je ta gasilska vloga naša. Ne. Kako pa v resnici izgleda tisti trenutek, ko vaša ekipa zazna nekaj sumljivega? Takole bom rekel, naša ekipa stalno spremlja neke dogodke. Ne? Zdaj ni nujno, da je vsak dogodek že napad. Ne? Recimo, dam en primer. Če se nekdo prijavi v spletno pošto ali pa v našo podjetje preko neke VPN povezave ob 3 zjutraj z neke oddaljene lokacije, to še ne pomeni napad. Ne? Zato moramo spremljati več stvari. Recimo, kaj bi nam dvignili pa v brv je pa, če se zgodijo recimo hkratne prijave, se pravi, da bi se nekdo, ista oseba, hkrati prijavil iz 3 različnih časovnih pasov ali pa 3 regij in bi poleg tega mogoče bilo opazno nenavadno delovanje računalnika ali pa da pride do odtekanja nekih ali pa odtekanja podatkov oziroma da se pretaka velika količina nekih podatkov, to pa je alarm za nas. Ne? In kar hočem povedati je to, ne? En dogodek ni nujno napad, zato moramo vedno gledati širšo sliko. Se pravi, da povezujemo različne dogodke in iz tega si naredimo sliko, da pa verjetno gre za napad, potem pa ustrezno reagiramo. Okay. Mene pa zdaj zanima ena razlika med tem dvema besedama oziroma pojmoma. Kaj je razlika med hekerjem in etičnim hekerjem? Okay. Najprej bi rad povedal, da heker kot taka beseda ni nekaj negativnega. Okay? Heker pomeni v bistvu, da gre za strokovnjaka, ki zares dobro pozna nek sistem in zna pogledati, kakšne pomanjkljivosti ima ta sistem ali pa kakšne ranljivosti. Se pravi, etični heker je nekdo, ki bi ga vi najeli, recimo, da vam pregleda en tak sistem in on dobro pozna ta sistem in vam bo svetoval, poglejte, take in take pomanjkljivosti smo našli, te ranljivosti so zelo kritične, dajmo to urediti. Na drugi strani, ne, heker ali pa dajmo reči nekdo z zelo namernimi nameni, ali pa dajmo reči kar kibernetski kriminalci, imajo podobno znanje, ne, samo z drugačnim namenom delujejo. Ne. To je v bistvu tista glavna razlika. Se pravi, odgovornost in namen. Ne. Jaz sem to mešala, če sem skozi mislila, da je to pač tako kriminalc. Je pa v bistvu to tudi strokovnjak lahko. Res je, zato sem rekel, ne, heker ima mogoče zdaj tako neko tako negativno noto ali pa prislov, ampak dejansko je heker strokovnjak. Etični heker bo rekel tisti, ki je the good guys, ne. Kriminalci, hekerji so pa tak bad guys. Okay. Zakaj mora pa dober strokovnjak za kibernetsko varnost znati razmišljati kot napadalec? Najprej je vedno tako. Če hočeš nekaj ščititi, moraš ta sistem dobro poznati. In ko ta sistem dobro poznaš, potem začneš lahko razmišljati tudi kot napadalec, se pravi, napadalci vedno gledajo za ranljivosti. Ne? In na tak način ti isto razmišljaš. Se pravi, v prvi vrsti moraš biti dober strokovnjak, veš, kako razmišljati, veš, kako potem tudi napadalci razmišljajo, ker razmišljajo samo o tem, kako nek sistem preluknati. Če bi se nekdo mlajši danes želel na varen in zakonit način naučiti raziskovati to področje, kaj bi mu svetovali, kako naj začne? Z raziskovanjem. Tako bom rekel, danes je na voljo ogromno nekih platform na netu, v cloudu, kakorkoli, recimo, ne vem, omenil bom 2, TryHackMe, Hack the Box in tako naprej. To so okolja, ki so prav namenjena, da se učiš, se pravi neka varna okolja, kjer lahko ti testiraš, probavaš, se probaš najti pomanjkljivosti, se pravi, sistemi so tako narejeni, da se lahko učiš. In to so recimo en tak način, kjer lahko zelo varno prideš do nekega znanja. Ne? S tem, da ti pokaže tudi, da je delo v kibernetski varnosti nekaj zelo odgovornega. Velikokrat delamo z zelo občutljivimi podatki in v enem takem varnem okolju ne moreš nič ne more iti narobe. No? Tako. Zato je to zelo pomembno. Tako. Učenje, probavanje, praksa pomeni največ. Se pravi, v takih okoljih se največ naučiš. Še enkrat bi pa poudaril,
karkoli kdo dela, naj dela v takih omejenih območjih, ker hitro lahko pride do kakšnega prestopa, ki si ga ne želimo. Ja, ja. Ker je umetna inteligenca trenutno tema, o kateri govorimo vsi, kako po vaših izkušnjah spreminja kibernetsko varnost? Komu bolj pomaga? Tistim, ki napadajo, ali tistim, ki pač sistem branijo? Umetna inteligenca trenutno ali pa danes spreminja kibernetsko varnost ali pa delovanje na tem področju bolj kot kadarkoli prej kakršnakoli tehnologija. Okay? In da odgovorim na vprašanje, umetna inteligenca pomaga obema stranima. Napadalcem absolutno pomaga pripravljati precej boljše, recimo phishing napade, kontinuirane, avtomatizirane napade, kjer lahko umetna inteligenca sama dela, brez da človek karkoli počne, išče ranljivosti in tako naprej. Na drugi strani pa seveda nam, ki branimo sisteme, tudi pomaga. Morate vedeti, da količina podatkov, ki se pretaka danes po internetu ali pa po naših omrežjih, je ogromna. In umetna inteligenca pomaga pri analizi teh podatkov in ko analizira te podatke, dela tudi ali pa pregleduje povezljivost med različnimi podatki in tako naprej. In lahko zazna neke korelacije, ki bi pomenile napad. Torej, kot sem rekel, pomaga napadalcem, pomaga tistim, ki branimo. Spet pridem nazaj na šahista. Umetna inteligenca nam pomaga, da se lažje predvideva, kakšen bo naslednji korak. In tako, analitiki, povem iz lastnih izkušenj pri naših fantih, preden smo imeli umetno inteligenco vključeno, se pravi nekaj let nazaj, je bilo delo zelo duhomorno in skozi eno in isto in tako naprej. Zdaj so fantje dejansko prav zaživeli, ker imajo dejansko zelo, zelo močnega pomočnika. Yeah. In kar se tiče umetne inteligence pri kibernetski varnosti, bi rekel tako. Absolutno jo moramo uporabljati, ker brez tega ne gre, ker bi bili napadalci precej pred nami, če ne bi uporabljali. Je pa vedno se treba zavedati, da je človek še vedno tisti, ki se na koncu odloča. Se pravi, umetna inteligenca analitiku ali pa nekomu v kibernetski varnosti izdatno pomaga in sta na koncu super sodelavca. Še vedno se mora pa človek odločiti, kaj je naslednji korak ali pa kako postopati. Ja, to je pač tudi eno izmed mojih vprašanj bilo, če bo mogoče umetna inteligenca kdaj zamenjala človeka, da ne bo samo pomoč. Po mojem mnenju ne. Zaradi tega, ker človek še vedno ima drugačno sposobnost povezovanja pa mišljenja kot umetna inteligenca. Kot sva rekla, umetna inteligenca je super pomočnik, vsak dan nam odnese ogromno nekega dela, ročnega dela, zamenjala ga pa trenutno ne bo človek. Imam pa še eno vprašanje, da se navežem na prvi del, na phishing sporočila. Jaz zadnje čase dobivam veliko in ogromno teh sporočil. Nazadnje sem dobila kazen za hitrost, ker ta dan sploh nisem vozila. In pač me zanima, če je to mogoče kaj vključeno zaradi AI-ja, da je več tega danes, kot je bilo pa nekaj let nazaj. Ja, absolutno je. Če se spomnite, nekaj let nazaj so bila ta, recimo, phishing sporočila, kar smo dobili na mail, tako malo da ne smešna. Ogromno teh slovničnih napak, slabi prevodi in tako naprej, princi iz Nigerije in tako dalje. Danes je pa umetna inteligenca poskrbela za to, da ne glede na to, odkot prihaja nek napadalec, bodisi iz Severne Koreje, Rusije, karkoli, je sporočilo, ki ga dobite, je brezhibno. Tako da še več, ne samo sporočila, video sporočila, video posnetki, poznamo deepfake, ki te lahko dejansko postavi tvoj obraz na ono video sporočilo. In umetna inteligenca izkorišča tudi vse te stvari, ki jih mi tako radi dajemo na družbena omrežja. Radi se pohvalimo, kje smo, s kom smo, kaj delamo in tako naprej. Umetna inteligenca zdaj to v sekundi zbere skupaj in dejansko lahko naredi zelo personalizirano sporočilo. Tako da
Če smo včasih rekli, phishing je z lahkoto prepoznati, Ja. je danes ravno nasprotno. Ja. Tista poročila, ki so v bistvu perfekt, ali pa brez napak, so lahko res tista, ki so dejansko phishing. Tako da tukaj je treba biti pač pazljiv in mogoče tudi ne čisto vsake informacije dajati na družbena omrežja. Ja, to se strinjam. Ampak me pa zanima, glede na to, da sem dobila sporočilo, ki je pač bilo za policijo, za kaznijo, se mogoče datumsko ujema, nam zdaj šla točno vse detajle, ampak pač, a to je možno, da oni njim lahko uderejo v ta sistem in vidijo in nekako povežejo potem datumsko in časovno in potem pač pošljajo sporočilo tebi, a to čisto naključno zberejo nekoga? To je naključno. Naši sistemi so, ali pa državni sistemi so dobro zaščiteni in napadalci ne grejo v take detajle. Čistko eno tako enostavno sporočilo, kako recimo spletni kriminalci delajo. Oni ne targetirajo mene ali pa tebe ali pa kogarkoli. Oni pač iščejo ranljivosti ali pa neke pomanjkljivosti. In to je za njih tisto, kar jih zanima. In se pravi, če oni pošljajo na neznanih tok in tok številk v Sloveniji neko sporočilo, njim je važno, da bo eden ali pa nek odstotek teh ljudi, ki so prejeli sporočilo, se odzval na to. Tako da to ni tako ciljano. Aha, ok. Kaj pa je kratica SOC in kaj dela SOC ekipa? Ok, recimo to je en del našega posla oziroma ekipa, ki jo imamo. SOC, to je kratica sicer za Security Operations Center, slovensko bi temu rekli varnostno-operativni center. Gre pa tukaj za ekipo strokovnjakov, ki, tako enostavno rečeno, skrbi za to, da je vaša organizacija varna in lahko tudi, kar se tiče digitalnega sveta, mirno spite. Kako pa veste, da gre pri nekem dogodku za resno grožnjo in ne samo za napako? Tako kot sem prej omenil, korelacija dogodkov. Se pravi, mi imamo sisteme, ki zaznavajo, kaj se dogaja, tako na omrežju, kot pri končnih uporabnikih. In ti sistemi sprožijo alarm. In če sprožijo alarm, to za nas pomeni, da gre že za nekaj resno zadevo. Kar bi rad tukaj povedal je, prej smo se pogovarjali o gasilstvu in preprečevanju in tako naprej. Glavna naloga SOC ekipe je, da poskrbi za to, da do nekega napada sploh ne pride. Se pravi, da preprečijo vsako tako zelo namerno dejavnost oziroma jo zaznajo tako hitro, da škoda, ki bi bila lahko povzročena, ni povzročena, ker smo toliko hmal zadevo zaznali in smo jo tudi omejili. To je glavno delo SOC ekipe. Je pa zadeva tako. Stvar je zelo zanimiva, če si analitik, se pravi, da rad raziskuješ, da si radoveden, da rad raziskuješ, kaj se dogaja v različnih sistemih. Zdaj me pa zanima. Veliko mladih verjame, da moraš biti odličen programer, da če želiš delati v kibernetski varnosti. Ali to drži ali ne? Nikakor ne. To je en tak mit ali pa mišljenje, da moraš biti programer, da razumeš, kaj delaš. Ne. Kibernetska varnost je zelo široko področje. In nekdo je lahko varnostni analitik, nekdo je lahko incident handler, se pravi, upravlja z incidenti, z varnostnimi incidenti. Nekdo je lahko forenzik, nekdo je lahko dejansko strokovnjak za skladnost, za informacijsko varnost in ti svetuje, kako naj bodo tvoji varnostni sistemi postavljeni. Jasno je, da je dobro, da razumeš tudi, kaj pomeni programiranje, ampak da si pa dober varnostni analitik ali pa kibernetski varnostnik, pa ni nujno, da znaš napisati 1000 vrstic kode. Ker je področje veliko in so tudi različne področja v delovanju. Sicer pa, če pa je nekdo dober programer, je pa vabljen k nam v službo. Jaz nažalost nisem. Malo heca, ne hočem to povedati, da so tudi etični hekerji ali pa hekerji, ki pregledujejo kodo za ranljivosti. Tisti pa morajo dobro poznati programiranje.
Katere lastnosti pa po vašem mnenju bi pri tem poklicu pač, kjer so najbolj pomembne? V prvi vrsti radovednost. Okay? Treba je, da stvar te mora zanimati. Kot sem že jaz prej rekel zase, zanima me, kako stvari delajo, kako računalniki delajo. In tukaj bi vsem svetoval, recimo, če hočejo biti dobri v kibernetski varnosti, se morajo v prvi vrsti pogledati in se naučiti, kako delujejo računalniki, kako delujejo informacijski sistemi. In pa zelo pomembna komponenta je računalniško omrežje. Zakaj računalniško omrežje? Če pomislimo danes, recimo internet, kamor so povezane več ali manj vse naše naprave danes, je eno veliko računalniško omrežje. In če ne poznaš osnov, se težko braniš. Spet pride na tisto, dobro moraš poznati stvari, dobro moraš poznati okolje, da jih lahko braniš, ker drugače ne veš, kako ranljiv si. Tako da jaz bi rekel, radovednost, učljivost in pač ne smemo pozabiti, da mogoče delo analitika kot takega je lahko včasih tudi zahtevno. Ni vedno, da samo gledamo tam, kako v filmih, zdaj se branimo, klopimo neke požarne pregrade, pa smo rešeni. Včasih je lahko naporno, predvsem pa tudi odgovorno, kot sem rekel, velikokrat delamo z zelo občutljivimi podatki, ki jih imajo stranke in se moramo zavedati, da nikakor ne smejo kam uiti. Ja, me pa zanima za filme. Kako pa vi vidite, oziroma kako pa vidite v filmih, ko nekdo nekaj hacka? To niti ni približno ne izgleda tako, kot v filmih. Daleč od tega. Recimo, dam primer, zadnjič so v Teksasu v ZDA odkrili celotno klet v neki taki družinski hiši, kjer je bilo noter postavljenih 50 prenosnih računalnikov, ki so bili povezani v Severno Korejo. V Severni Koreji deluje 10,000 hekerjev in so z teh računalnikov samo poskušali nekaj delati. In tako da ponovadi ni to temu, da en s kapuco in črnimi očali sedi in heka. Tako da to so danes že zelo, zelo organizirane kriminalne združbe, kjer nima veze, kje si, kaj delaš, pa kako delaš, da se vse. Kakor sem rekla na začetku, je Aktual IT sponzor letošnjega Cybercampa in me zanima, kaj bodo dijaki letošnjega Cybercampa dejansko počeli in kaj jih čaka. Najprej bi izpostavil, da bodo predvsem dobili praktične izkušnje. Ne bo šlo za klasična predavanja, kjer sedijo, poslušajo in gredo potem domov. Dejansko jim bomo prikazali načine hackanja, kako se braniti, kako deluje varnostno-operativni center, kaj se tam noter dela. Pa še ena pomembna stvar, začutili bodo ali pa videli, kako je delati v timu, se pravi v skupini. Dejansko bodo delali kot neka ekipa sodelavcev v real life ali pa v realnem življenju. Se pravi, naučili se bodo in pridobili praktične izkušnje, kako izgleda hackanje, kako se pri tem ubraniti, pa kako kontinuirano spremljati neko okolje, da ne pride do kakšnih težav. In katera znanja ali veščine bodo pa lahko odnesli domov? Predvsem bi izpostavil eno stvar. Omenil sem sicer neke vzorce hackanja, neke vzorce, kako se braniti in tako gor dol naprej. Pridobili bodo pa največjo izkušnjo, da bodo začutili, kaj pomeni delo v kibernetski varnosti in pa neko analitično razmišljanje. Kaj se zgodi, če jaz nekaj naredim? Se pravi, kaj so posledice tega? Morate vedeti, da že en klik je lahko zelo, zelo zapelje zadevo v napačno smer, ki se jo ne želimo. In kar bi rad izpostavil še to. Dobili bojo praktične izkušnje, videli bojo, če je to dejansko nekaj, kar jih zares zanima, oziroma bi radi to v življenju počeli. Če tudi se drugače odločijo, se pravi, da bodo videli, da to ni neka smer za njih, je pa že namen tega kampa potem dosegel svoj namen, če bodo odšli z zavedanjem, kako se braniti ali pa kako biti varni. Kaj je največji mit o kibernetski varnosti, za katerega bi radi, da ga ljudje končno opustimo? Največji mit bi rekel
ta predstava, da so lahko napadeni samo velike organizacije, banke in tako naprej. Ne. Dejansko smo izpostavljeni vsi. Kot sem prej omenil, ne, napadalci ponavadi ne napadajo ciljno, ampak pač pregledujejo splošno, kdo je ranljiv, če kaj najdejo, potem se ukvarjajo s tistim dotičnim osebo ali pa organizacijo. Ne. In zato je zelo, zelo pametno se zavedati, kaj vse dajemo na družbena omrežja, splet in tako naprej, ker gledajte, vsi uporabljamo spletne banke in tako naprej. In kot sem prej omenil, en klik je lahko dovolj, da gre do zadeve zelo narobe. Ker se moramo zavedati, da ko so neke poverilnice dobljene, se pravi, ukradejo vašo geslo in uporabniško ime, dostikrat se to znajde tudi na dark webu, kjer pa potem so hekerska združenja in lahko kdo kupi to in tako naprej. No. Je pa še en drug, recimo, mit. Najbolj pomemben v bistvu pri vsej tej varnosti, kibernetski in tako, ni tehnologija, ampak človek. Mi smo tisti, ki ponavadi naredimo napako in zato je ta zavedanje, neka mera previdnosti in pa tudi ozaveščenosti, kaj vse nam preti v tem kibernetskem svetu. Pa se mogoče da pregled, da bi zdaj jaz lahko pregledala, če so kakšni moji podatki na dark webu, ker sem slišala, da ima Google možnost to, da lahko pogledaš v accountu, mail accountu, da je to možnost pogledati. Tako bom rekel, tisto, kar Google ponuja, je recimo neka osnova. Drugače pa ja, obstajajo orodja, obstajajo podjetja, ki se s tem ukvarjajo in med njimi je tudi Aktuala IT. Tako da naša ekipa se tudi s temi stvarmi ukvarja. Tako da ja, odgovor je, da se. Tisto, kar je pa v Googlu, pa recimo ni dovolj. Ni toliko. Okay. Zato, ker meni je pisalo, da imam mogoče 2 podatka in me zanima, kako se pa tega lotiti. Najbolj, da pokličemo pač podjetje, ki se ukvarja s tem, ali ko tudi sam nekako ukrepaš in najdeš te podatke? Lahko sam ukrepaš, pa prijaviš recimo na agencijo CCERT, in potem oni lahko kaj ukrepajo oziroma ti dajo neke nasvete, kako postopati naprej. Moj nasvet tukaj pa je, če slučajno kadarkoli dobite kakšno tako sporočilo, menjajte gesla na vseh računih. To je najbolj varno zagotovo. Zdaj me pa še zanima, bi lahko na kratko opisali en zanimiv primer vdora v neko podjetje, seveda brez imena. Kje je podjetje naredilo napako in kako ste situacijo rešili? Okay. Dobro, ne bom omenil iz našega kroga, ampak bom omenil eno tako zanimivo, kar se mi je vtisnilo v spomin. Gre za eno veliko moderno avtomobilsko tovarno, kjer so začeli dobivati reklamacije, da iz avtomobilov odpada lak, se lušči barva. Seveda v tovarni so začeli razmišljati, kaj se to dogaja. Zagotovo gre za napako dobavitelja barve. In potem so po nadaljnjih raziskavah ugotovili, da v bistvu vsi ti avtomobili, ki so prizadeti, prihajajo z iste proizvodne linije. In potem so seveda primerjali barvo na drugi proizvodni liniji in je bila enaka kot ta. Se pravi, so ugotovili, da očitno ni težava v barvi. In po nadaljnjih raziskavah, ko so vključili tudi ekipo za kibernetsko varnost, so ugotovili, da so dejansko bili zhekani, so bili napadeni in napad je bil uspešen. Zdaj je razkrili, kako so noter prišli, tega niso, ampak kaj so ugotovili? Ugotovili so, da je v bistvu napadalec bil prisoten v tem industrijskem omrežju, že kar nekaj časa in on se je učil mesece, kako ta industrijsko okolje deluje in jim je pač, se je poigral s tisto šprico, ki nanaša barvo, se pravi z mešalnico barv ali pa lakov in dejansko je celo serijo avtomobilov uničil s tem. Kar hočem tukaj izpostaviti, je, da ni nujno, da gre hekerski napad ali pa kibernetski napad nekaj takega, da so vam ukradli geslo ali pa da so vam zakriptirali podatke, pa vas pol izsiljujejo. Lahko gre tudi za tako industrijsko zadevo, ker pomislite, kaj je bilo za to tovarno. Upad ugleda, reklamacije, treba barve na novo vnašati in tako naprej. Veliko stroškov, predvsem je pa ugled tisti, ki je
najbolj trpel tukaj. Ne. Tako da takih primerov še veliko, ampak se mi zdi ta en tak dober pokazatelj, ne, da se da tudi na način, ki ima kasneje posledice. Ne. Ja. Tole je bilo vse za današnjo epizodo. Uroš, hvala za vaš čas in za pogled, ki ste ga danes ponudili. Če vas pa zanima kibernetska varnost, pa obvezno pogledajte tudi program Informatika in kibernetska varnost na GEA College, kjer se lahko to vrstnega znanja naučite še bolj poglobljeno. Če ste pa dijak, pa se lahko tudi udeležite Cybercampa na GEA College. Hvala, ker ste poslušali današnjo epizodo in se slišimo naslednjič.